Torej, je to zate težka vaja? Vse je videti preprosto. Ampak smo tukaj v Bajt Balevu. To je ena izmed ustanov v mreži domov za starejše in rehabilitacijskih bolnišnic, kjer stopajo v prihodnost. Skrbijo za naše stare starše, naše brate in sestre s tehnologijo prihodnosti. Poglejmo si, kaj so pripravili za nas. Danes sem tukaj z Richardom. On je eden od pacientov v Bajt Balevu. Torej, Richard, mi lahko prosim poveš, katere inovacije imajo tukaj, da ti pomagajo pri okrevanju? Imamo veliko inovacij. Ena najpomembnejših inovacij je tista za njo, s kamero in velikim zaslolom. Na zaslonu sta dva gumba na levi strani. Na zaslonu je nekdo, ki izvaja vajo, in na levi strani imaš in moraš narediti isto vajo. Torej, v bistvu je to sistem, ki ti pove, katere vaje moraš izvajati za okrevanje. Ja, točno tako. V redu, poglejmo, kako deluje. V redu, tukaj na levi vidimo nekoga, ki izvaja vaje in vam pokaže, kako jih narediti. In potem na desni vas vidimo na zaslonu. Izvajate iste vaje in potem preverja, ali jih izvajate pravilno. In vidite. Vidite? Je tam skozi. In zdaj te popravlja. Tako da si šla iz 46% na 100%. Točno tako. Program je bil načrtovan zanj, posebej zanj, za njegovo motorično težavo in za njegovo šibkost v zgornji končini in v nogah. In program vadi skoraj vsak dan potem, ko opravi fizioterapijo zdravljenja. Ko smo prišli z Richardom v bolnišnico, je bil praktično paraliziran v vseh 4 končinah. Imel je le nekaj malega gibanja in vsi njegovi gibi so bili nenadzorovani. Zdaj se sam obrača v postelji, sam vstaja. Začel je hoditi s hojco in vsi njegovi gibi so se res izboljševali. In to ni edina inovacija tukaj v Bajt Balevu. Poleg tega sistema, ki se osredotoča na fizioterapijo in vrača paciente k zdravju, obstaja tudi sistem Cognishine, ki skrbi za njihovo duševno zdravje. To je digitalna terapevtska platforma, ki terapevtom omogoča ustvarjanje prilagojenih kognitivnih, govornih in komunikacijskih vaj, pacientom pa omogoča, da nadaljavo opravljajo interaktivne vadbene seanse, medtem ko se njihov napredek spremlja v realnem času. Poleg tega so v svoje seanse delovne terapije uvedli tudi VR očala. Ne samo za vadbo, temveč tudi zato, da lahko gibalno ovirani in neozdravljivo bolni pacienti potujejo po svetu in izpolnijo življenjske sanje, kar iz svojih bolniških postelj. To VR tehnologijo uporabljamo za terapijo. In bila je ena pacientka, ena gospa, ki je bila nekoliko depresivna, in pokazali smo ji s pomočjo VR tehnologije njen stari domači kraj. In bila je tako navdušena, bila je zelo čustvena in vsi smo postali čustveni. Nismo mogli ostati tiho, ko smo jo videli jokati. In da je bila navdušena nad ogledom, ki ga lahko dobiš. Tehnologija res je, po mojem mnenju, tukaj je, a je včasih tako daleč od njih, ker večina izmed njih ni odraščala s tehnologijo. Tako je, to zanje nekakšna priložnost, da so del nečesa in da vidijo, da to ni samo za mlade ljudi. Tudi za njih je. Ni tako strašljivo, pravzaprav je zabavno. In zelo, zelo kmalu bomo odprli prvo interaktivno, imerzivno sobo za vse starejše osebe tukaj v Bajt Balev v Rishon LeZionu. To je senzorični prostor za več dejavnosti, ki bo združeval gibanje, čustva. In bo prinesel še druge vidike in koristi tehnologije. In vse seveda bo za pacienta sestavil in prilagodil naš terapevt. Ni samo tehnologija sama po sebi.
Za paciente kot je Richard je bejt balev prava rešilna bilka. 2 meseca kasneje smo 2 meseca potem, ko si bil popolnoma paraliziran. Misliš, da je to pomagalo? Veš, naredili so čudež, res je čudež, da so to storili.